mu odprimo okna in vrata, ker nikoli ne pride ob nepravem času. Zato danes praznujemo kar dvojni praznik. Praznik krajevne skupnosti Jarše Rodica in praznik 25-letnega delovanja kulturnega društva Groblje. Dober večer in dobrodošli. Z veseljem pozdravljam podžupanjo Renato Kosec, predsednika krajevne skupnosti Jarše Rodica Janeza Juhanta, predsednika kulturnega društva Groblje Antona Košenino, gospoda župnika Matjaža Križnarja, ravnateljico osnovne šole Rodica Mileno Vidovič, člane sveta krajevne skupnosti, predstavnike društev, drugih organizacij in vse vas prisotne. Preteklost je živa, skoraj tako kot sedanjost. Spomini so kot mozaik, edinstveni in neponovljivi. Spomini na prehojeno pot, opravljeno delo in spomini na naše najdražje. Praznik naše krajevne skupnosti je posvečen spominu na mlade fante iz Jarš, ki so padli v drugi svetovni vojni na Golčaju. 28. oktobra bo minilo 77 let od tega dogodka. Na oder vabim gospoda Janeza Juhanta, predsednika sveta krajevne skupnosti Jarše Rodica. Želim, spoštovani gostje, spoštovani gosti, občani, občanke in vsi povabljeni, ne bom našteval, ker je že bilo povedane, koliko nas je. Skratka, jaz bi danes ob tem visokem jubileju 25-letnici društva in našem prazniku krajevne skupnosti se zahvalil vsem skupaj, kar vas je, kar nas tukaj prispeva, vsak po svojih močeh in tudi na širše po državi, da nam predstavlja našo krajevno skupnost oziroma naš kraj, našo dvorano, naš dom, katerega probamo in poskušamo popravljati, obnavljati, malo dodelovati, malo pošnikati, po domače rečeno, tudi za veliko pomočjo občine Domžale, za dotacijami, kateri nam nekako namenjajo po njihovi moči. Lahko samo povem, da smo v tem mandatu naredili, prekrili smo en del strehe tam nad pevsko sobo. V lanskem letu smo kompleten dom prebelili, malo smo osvežili. V letošnjem letu smo tudi dobili kar ena znatna sredstva, katera nam je občina Domžale namenila, katera bomo namenili za prekritje strehe, katera je že bila v slabem stanju, ampak ta projekt ne bo šel v enem letu skozi, tako da bomo v večjih stopnjah to probali rešiti, da nam ta dom nekako ne začne od vrha dol propadati, ker od spodaj je zelo dober. Se pravi, temelj doma ste vi in vsi te, ki se tukaj noter družite, tako da bi vas še enkrat vse lepo pozdravil in se vsem zahvalil tudi tistim, ki skrbijo, da je naša krajevna skupnost v takem lepem stanju, ki urejate vse te dovozne kozovčke, rože, ki skrbite za to, da se tukaj stvar, da kraj živi s tem, da se vidi tudi tisti, ki pridejo od zunaj, da vidijo se v kraju nekaj dogaja. Tako da hvala lepo in uživajte v tem večeru še naprej. Hvala gospodu predsedniku. Pred vami je lep pogled na dekleta in žene, fante in može, ki sestavljajo mešani pevski zbor Klas Groblje. Delujejo od same ustanovitve kulturnega društva Groblje in njihov prvi nastop je bil ob prenovi Jelovškove ceste v Spodnjih Jaršah. Izvajajo vse zvrsti glasbe, nastopajo v Sloveniji, večkrat pa tudi izven meja države. Prejeli so več srebrnih plaket in zlato priznanje prve stopnje v Vrnički banji. Odziv poslušalcev je izvrsten. Prvi dirigent je bil Tomaž Pirnat,
Nasledila ga je Janja Dragan Gombač, sledil je Peter Pogačar, nato Matevž Kink, sedaj pa jih vodi Ana Bizjan. Od leta 2010 delujejo kot pevsko društvo Glas Groblje. Zbor se veseli novih glasbenih izzivov, s pestrim programom pa želi vedno znova navduševati svoje poslušalce. Program so pričeli s slovensko himno, nadaljujejo pa s pozdravom vsem nam. Dober večer, Bogdaj, in prišel je ljubi moj pod okno. Dober večer, Bogdaj, moje popce sem fraj, ki je dala mi je poslala moj prstan nazaj, ki je dala mi je poslala moj prstan nazaj. O, moj prstan je zlat, najrudeče oko. Okoli njega je zapisala, da mi je dala slovo. Okoli njega je zapisala, da mi je dala slovo. Prišel ljubi je od okna, rakrotarka je na okno. Stani zjoma, oprimi, saj žiza zlasti spala si. Saj žiza zlasti spala si. Stani zjoma, oprimi, saj žiza zlasti spala si.
Marca 1993 sta se Anton Košenina in Stane Cotman odločila, da bi v krajevni skupnosti Jarše Rodica ustanovila kulturno društvo. Sledila je registracija društva. Napisal se je statut s 16 ustanovnimi člani. Za logotip je bil naprošen inženir arhitekt Anton Benda iz Mengša in smiselna poteza je bila pentlja, ki povezuje vse zaselke naše krajevne skupnosti. Spodnje, srednje, zgornje Jarše ter Rodico in Groblje. Ustanovni občni zbor je bil 3. septembra 1993. Na njem so zapeli in dali korajžo Oktet bratov Pirnat. Njihova pesem se je glasila: Al mi Jaršani, to smo gatiči, ki nas nobeden strup ne uniči. Se skup zberemo, pozapojemo in vedno dobre volje smo. Mi pa naprej, mi pa naprej. To so verzi pesmi iz domačega kraja, ki so jih bratje radi zapeli ljubiteljem domačih pesmi, ki so ji rekli Jarška himna in dali vzpodbudo novo nastalemu kulturnemu društvu Groblje. Prvi predsednik je bil gospod Stane Cotman. Po 4 letih je bil na občnem zboru izvoljen gospod Anton Košenina, kateri predseduje še danes in ga lepo vabim, da spregovori nekaj besed o delovanju društva. Spoštovani, kulturo v Jaršah so od leta 1957 po drugi svetovni vojni gojili bratje Pirnat. Nato je že začel delovati dekliški zbor v šoli Rodica, katerega je vodila Metka Pihlar. In ona, zborovodkinja, je dala nama s Stanetom idejo oziroma pobudo, prav dajte ustanoviti društvo. Ker one so bile drugače učenke v šoli, ampak se je želela, da bi bilo to društvo. Tako se je začela zgodovina kulture z letom 1993, v kateri, kot smo že videli, je začel zbor, pa to dramske in tako naprej se boste videli v programu. Leta 45 let nazaj je Svet krajevne skupnosti predlagal enemu od članov, da bi vzpostavil, da bi začel s kulturo v kraju. Vendar je on takrat pred tistimi, to je del zgodovine, je rekel, da v Jaršah pa ni možno graditi kulture. Mislim, da smo mi v teh 25 letih to dokazali, pa želimo, da nas še pomagate, da nas spodbujate, kajti mi delamo za kraj, mi delamo za dobro in afirmacijo našega kraja. Seveda so bili pa tudi razni slabi dogodki, kot, ne vem, če veste, bilo je vmes 5 hudih tatvin, po več tisoč evrov današnje vrednosti vsaka tatvina, kot da smo bili v tistem času večkrat hudo prizadeti. In to samo tehnično blago je bilo ukradeno. Potem, seveda v času delovanja društva, smo pa tudi znani po teh prireditvah, recimo razstavi jaslic, druženje pod lipami, koncerti, recimo koncertek smo imeli v cerkvi ali pa potem že v dvorani, od Karmine Slovenike, slovenskega obtetanja 2-krat, pa ljubljanski madrigalisti, slovenski madrigalisti, Cantemus, De Profundis, to so bile razne skupine, zelo, v bistvu najboljše skupine vokalnega petja v Sloveniji, pa slovenski komorni zbor isto. Potem smo imeli 11 let, smo vodili razstavo Extempore, oziroma prireditev Extempore, in smo s tem formirali tudi svojo zbirko slikarskih del. Pa še domačim krajanom smo omogočili po dosti dostopnih cenah, da so si umislili kakšno sliko v svoj dom. Tako da je bilo zelo živahno. Seveda smo tudi pomagali takrat s pobudo, oziroma da smo skupaj s krajevno skupnostjo
uredili tak kulturni dom, kot ga imamo, vedno je še potrebno marsikaj urediti, ampak takrat smo tudi z raznimi prireditvami, z veselicami pomagali, da se je to uredilo tako, da nam je lahko v velik ponos. Zahvaljujem se tudi vsem, ki nam pomagate, ki nas sponzorirate. Povabil pa bi tudi sedaj Mateja Primožiča, predstavnika območne enote Domžale, javnega sklada območne enote Domžale, da še on pove kakšno misel v tem prireditvi, kajti lepo sodelujemo že vsa leta, tako kot tudi z občino. Hvala lepa. Dober večer tudi v mojem imenu, kot je že Tone povedal, res dobro sodelujemo. Že moj predhodnik, Pavle Pivec, je lepo meni predal posle in povedal, da so v Grobljah vedno ljudje, na katere se lahko zanesemo, in tudi dvorana, ki je zelo uporabna. Uporabna za vsa srečanja, revije, takšne in drugačne dejavnosti kulture, ljubiteljske kulture. Namreč tukaj v Grobljah je pomembno to, da ne gre širše gledano za pomemben zibelko kulture, ljubiteljske kulture v občini Domžale, predvsem za mesto Domžale. Vemo, da se Groblje neposredno držijo samih Domžal, vemo pa tudi, da so dejavnosti, ki se tukaj dogajajo v smislu ljubiteljske kulture, res zelo raznolike. Od vokalnih skupin, širših zborov, do folklornih skupin in pa tudi seveda gledališke skupine. Tako da res tukaj v Grobljah kot neka zibelka ljubiteljske kulture Domžal in ne smemo pozabiti seveda na vse pogonske može, eden izmed njih je bil moj predhodnik, tako da sem res ponosen in vesel, da lahko sodelujemo na takim drugačni ravni. Kot se spodobi za praznik, je prav, da se prenese darilo, jaz sem danes praznik rok, ampak to ne tu, da me namig z macolo, ker me poklič, pa bomo zaigrali lepo na kakšen TRR. Drugače pa še poziv vam, predlagani obiskovalci, društvo in sama ljubiteljska kultura vas potrebuje tudi v prihodnjih desetletjih. Vse vrste, tudi prva vrsta potrebujejo z vašo prisotnostjo na teh prireditvah, bo se največ pomagali ljubiteljskim kulturnikom in njihovim prireditvam in vse te energiji, ki se tukaj dogaja na splošno, seveda, to je za dobro za vse, za tiste, ki poslušamo, ki sodelujemo spodaj ali pa v odru. Lep večer, lepo praznovanje, srečno! Brez zborovodje ni zbora, brez režiserja pa ni igre. Občani so bili pripravljeni sodelovati v dramski skupini in prvi režiser je bil Evstahi Moder. Ker takrat še ni bilo primernih prostorov niti za vaje, niti za igranje, je gledališka skupina vadila v Dobu, v dvorani na Močivniku, nato v gasilskem domu Jarše Rodica in v Majčevem dvoru. Vsako leto se je pripravila ena igra, včasih tudi dve. Z dramsko igro Tajno društvo PGC so se pod režijo Danijela Potočana uvrstili na Linhartovo srečanje. Sodelovali so tudi na festivalu gorenjskih komedijantov v Dobu, članica dramske skupine Neža Goršaj pa je prejela nagrado za stransko vlogo. Prej je nekaj iger režiral Danijel Potočan, režije se je lotil tudi Franc Košenina, pa Helena Herle, Rafael Pinoza ter Nataša Cotman. Od leta 2003 predstave režira Drago Plevel z gledališko ekipo, ki z aktualnimi vsebinami razveseljuje gledalce, velikokrat pa se je prelevil tudi v igralce. Sedaj nas zanima, kaj nam je pripravil za današnji večer. Ma koliko vas je, kaj je prišel avtobus? Žena, je prišel avtobus? Ja, avtobus? Samo moment. Je res. Za mojo oštarijo je gost ta glavna stvar. In jaz 100% zmeraj znam, ker mi nekaj
kakšen je in kaj če znati popiti in kaj popiti. Ker jaz dam dosti na gosta. In kako bi se reklo, na filozofiju od hrane. Rečemo, da eden ne je svinjinu. To je našega pršuka in ostalih bonitet. Jaz znam, da ima on v glavi eno blokado. Pa pustimo to stane. Je prišla v štarijo ena pupa. Suha, same kosti. Da se znaste, danes so pupe ravne kušat. Sem znal, da za jest neče nič. Za predjed, kozarca vode, in za glavno jed, pa je tisto, kaj je ostalo od vode. Ma se to treba zmeniti, ker bo treba nekaj narediti. Da bo za oba prav, da se ona ne zruši od lepote in jaz, da ne grem kako in kaso pisati z rdečim nulo. Pri nas ženske tako pojejo polovico porcije noža. Ma jaz moram računati celo. Njok je njok, ma je napravljen z domačega ekološkega krompirja. Ja? Ker pri nas je vse ekološko. Pri nas narava določa lepoto. Je tudi WC ekološki. Za ženske je tam zastavljeno, a za moške pa je tam zalipo. Lipa je nas simbol, je treba zalivati in je davati encime. Jaz dam, kako bi se reklo, veliko na tradiciji in na simbol. To je na lipo, na vino. Spet trte so rodile prijatelji, vince in nam slačko. Ne, to ni za državno proslavo. Samo jemajo tam, kako bi se rekli, v groblah en lokalni praznik z 25. obletnico kulture. Živeli. Maja fino. Sem ga stiskal sam. Ima okus tako malo pomalisenca in daši malček pod njo, po švici. Ki nam oživlja žile, srce razjasni. A vidite, da sem jaz tudi en kos, kako bi se reklo, nacionalnega deklamatorja. Ja. Malo fino. Forte dobro. Sem vas gledal, da me gledali, kad sem delal tako. Vi mislite, da ste v šoli? Ma se motite. Tako sem jaz, ko sem bil bulo, pucal značke. In zdaj tako pucam žgice. Tako. Se svijet ko špegu. Ma zdaj moram biti. Jaz se vide smo. Vidite, sem vam pravil vse, kaj na en kup sem spravil. Da ne boste rekli, da vas delim na leve in desne. Pa se boste sami odločili, kje boste sedeli. Je tako?
skupnost je delno financirana s strani občine Domžale, kulturno društvo pa pridobi sredstva na razpisu iz proračuna na podlagi prijavljenih programov. Sodelovanje obeh inštitucij z občino je dobro. Veseli smo, da nas je ob dvojnem prazniku svojo prisotnostjo počastila tudi podžupanja občine Domžale. Prosim gospo magistro Renato Kosec, da nam spregovori nekaj besed. Dober večer, dragi gostje. Posebno čast mi je, da sem danes z vami ob tako pomembni slovesnosti. Današnji program bo izredno bogat, kar priča na to, da je kulturno društvo Groblje resnično dejavno na mnogih področjih umetnosti. Znani ruski pisatelj Lev Nikolajevič Tolstoj je zapisal: izvati v sebi že nekoč doživeto čustvo in nato s kretnjami, linijami, barvami, podobami, izraženimi z besedami, predati to čustvo tako, da tudi drugi doživijo isto čustvo, to je stvar umetnosti. In danes bomo v hramu jarško-rodiške kulture priča umetnosti, ki v teh krajih cveti že četrt stoletja. Prostovoljna kulturna društva so resnično nekaj unikatnega, saj združujejo sosede v najvišji človeški dejavnosti, torej umetnosti. Hkrati pa dejansko ustvarjajo in poživljajo kraj in kulturo tega kraja. Četrt stoletja ni zanemarljiva obletnica. 25 let nazaj sta spoštovani gospod Stane Cotman in gospod Anton Košelina ustanovila društvo. Takrat se gospoda verjetno nista zavedala, da bomo nekoč imeli tako lep kulturni dom in tako veliko aktivnih društev, ki v njem vadijo in nastopajo. Veseli me, da v naši občini prebivajo številni talenti in da jih društva znate prepoznati in med seboj povezati. Da znate dihati s krajani in dati bogat pridih našim krajem in občini. Dragi krajani, čestitam vam ob 20-letnici vaše krajevne skupnosti. Vedno znova rada obiskujem takšne dogodke in opazujem ljudi, posameznike, ki se v svojem prostem času trudijo voditi svojo krajevno skupnost in jo izboljšati, ki poslušajo potrebe ljudi in nam jih potem skušajo posredovati naprej na občino Domžale. Tako je nastala prenovljena pokrita železniška postaja v Rodici, tako se je uredil zelo potreben pločnik do stare jarške šole. In tako se bo, upam, da v prihodnosti tudi zgradilo novo otroško igrišče. Vaša krajevna skupnost morda površinsko ni tako velika kot nekatere druge, vendar pa je zelo bogata s prebivalci. Tako Rodica, od spodnje, srednje in zgornje Jarše so prostor, kjer se človek lahko varno sprehaja, kjer se ljudje še zmeraj pozdravljajo med seboj. Rado obiščem vaše kraje in še enkrat se vam iskreno zahvaljujem za današnje povabilo. Želim vam prelep večer še naprej. Gospoda Košelino in gospoda Juhanta, tudi mi imamo eno skromno darilce. Najlepša hvala, gospi podžupanji. Po našem sporedu pa potujemo tako, kot so nastajale naše sekcije. Misel, da bi v Grobljah ustanovili dekliški pevski zbor, je bila prisotna že dalj časa. Zaradi velikega zanimanja deklet se je profesor Peter Pogačar odločil,
in ustanovil dekliški pevski zbor. Na prvi vaji, ki je bila 10. januarja 2006, se je zbralo 20 razposajenih deklet, ki so bile pripravljene z veliko dobre volje prepevati slovenske in tuje ljudske ter umetne pesmi. Dekleta svojim zborovodjem prepevajo na reviji, pevskih zborov, dobrodelnih, promocijskih in ostalih prireditvah doma in drugod, prav tako tudi na poročnih obredih. Prejela so več priznanj na uveljavljenih slovenskih pevskih tekmovanjih. Ker so dekleta že malo odrasla, so sklenile, da se zbor preimenuje v ženski pevski zbor Moj spev. Nazadnje so se predstavile v letnem gledališču na Studencu, na koncertu Vlada Kreslina in prejele bučen aplavz. Moj spev in dirigent Peter Pogačar so za današnji večer pripravili 2 pesmi. Moj fantič in Vsi so venci veli. Na oknu najdaš
folklorne skupine, ki jo vodi Nevenka Hribovšek. V lanskem letu so praznovali 10. obletnico uspešnega dela. Mednarodno obarvani folklorni večeri v Grobljah kot nekoč so prava uspešnica. Folklorna skupina z organizacijo dr. Franca Hribovška dosega lepe uspehe doma in v tujini, ter je med nami spet vzbudila veselje do kulturne dediščine. Na omenjeni prireditvi v Grobljah kot nekoč so gostovale odrasle folklorne skupine iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nemčije ter tudi zamejski Slovenci iz Trsta. Radi plešajo na raznovrstnih prireditvah doma in drugod, od sejmov, na raznih obletnicah, velikokrat pa tudi polepšajo dneve v domovih za starejše občane. Gostujejo v Sloveniji in tujini. Druži jih veselje do plesa in spoznavanja običajev slovenskih pokrajin. Umetniška vodja, gospa Nevenka Hribovšek, je v letu 2017 prejela nagrado občine Domžale za ustvarjalnost in prispevek k delu folklornega društva Groblje. V letu 2015 so ustanovili folklorno društvo Groblje. Predstavili se bodo s spletom koroških svadbenih plesov, ki prikazuje prihod svatov na Oksted. Začel ni Božjem imenu, lih tam bom korkeral, lih čir sem začel. So pa fin darjave.
predsednik kulturnega društva Groblje pa bi se želel zahvaliti prizadevnim predsednikom in mentorjem skupin, zato ga vabim na oder. Zahvaliti se želimo prvemu predsedniku kulturnega društva Groblje, gospodu Stanetu Cotmanu. Predsednici in dirigentki mešanega pevskega zbora Klas Groblje, gospe Tatjani Horjak in gospe Ani Bizjan. Dramske skupine gospodu Dragu Plevelu in dolgoletnemu vodji dramske skupine Viliju Kakarju. Folklornega društva Groblje dr. Franciju Hribovšku in umetniški vodji Nevenki Ung Hribovšek. Izhajamo. 8 let smo se potili pod to firmo v tej dvorani. Upam, da je bilo prijetno. In je bilo v redu in nadaljujemo. Čestitam. Predsednici ženskega pevskega zbora Nini Centa, predsedniku vokalne skupine, katero bomo še slišali, Anžetu Kovačiču, ter dirigentu Petru Pogačarju, ki je mentor obema zboroma. Inženirju arhitektu gospodu Antonu Benda. Zdaj bi se pa rad zahvalil. Vsi dobro veste, da imam jaz velike težave z očmi. In če ne bi imel tako moje življenjske sopotnico, kot jo imam, to sigurno ne bi šlo. In res iz srca ti hvala, moja Ivanka.
sej zahvala bi bila še dobrodošla marsikomu, veste, sam to je lahko kakšno krivico narediš, ne? Res, vsem se zahvaljujemo iz srca, karkoli so nam pomagali. Društvo je začel praktično iz nič in v teh letih smo nekaj uspeli sredstvi pridobiti in s temi marsikaj ustvarjati v celi dobi. In tako, da tu naše skupine lepo delujejo, vsaka po svoje, kakor pač more, z dobro voljo. Želim pa, da to sodelovanje, kljub temu, da sta šla dve skupini pod svoje društvo, mi moramo vojiti širino in prijateljstvo in naprej ustvarjati mogoče še kaj novega, še kaj boljšega za boljše Janše in Rodico in Grobi. Hvala lepa. No, če lahko samo jaz kot predsednik rečem, pred 25 leti je moja žena, ko se je s Tomatom sestavljala, kako se bi društvo formiralo, je rekla, prav, če bo pa iz tega kerato, bom pa jaz papež v Rima. Zdaj imamo pa že 2 papeža, moja žena pa še zmernih papežinja. Hvala. Adam Rauber, pa bomo zaključili naše praznovanje. Začetki skupine segajo 20. oktober 2016, ko se je nekaj fantov zbralo želje po petju in druženju. Od takrat so nastopali na različnih lokalnih prireditvah, v močni reviji pivskih sporov, včasih pa so razveseljevali dekleta s podoklicami. Prvi samostojni koncert so izvedli v kulturnem domu Groblje. Dvorano so povsem napolnili, samim petjem pa dokazali, da ne bodo muha enodnevnica. Umetniški vodja Peter Pogačar, tudi sam pevec omenjene zasedbe, si je pri postavljanju programa zadal zahtevno nalogo pri izboru skladb. Prepevajo lahkotnejše pesmi, zahtevne kompozicije, po drugi strani pa skladbam slovenskih skladateljev in tujih aranžerjev posvečajo veliko pozornost. Med samimi pevci se čuti dobro energijo, kar se meša s primerno sproščenostjo. Tokrat nam bodo polepšali večer s pesmima Katrca in Urška. Katrca
sonce tam, na mislu napride, da revček sem sam. Urška, ali že spiš? Urška, ali že spiš? Urška, ali že spiš? Urška, Urška, ali že spiš? Ali že spiš? Ali že spiš? Urška, Urška, ali že spiš? Ali že spiš? Ko ključa ne najdem od vežnih urad, ne vem, kaj početi, grem k Urški v svat. Urška, ali že spiš? Urška, ali že spiš? Urška, ali že spiš? Urška, Urška, ali že spiš? Ali že spiš? Ali že spiš? Urška, Urška, ali že spiš? Ali že spiš? Otrkam na okno, oj, Urška, odpri. Ali duška je trda, se noč ne zbudi. Urška, ali že spiš? Urška, ali že spiš? Urška, ali že spiš? Urša, Urša, ali že spiš? Ali že spiš? Ali že spiš? Urša, Urša, ali že spiš? Ali že spiš? Našo akademijo smo pripeljali do konca. Upam, da ste uživali in da smo vam vsaj malo polepšali večer. V imenu Sveta krajevne skupnosti Jarše Rodice in kulturnega društva Groblje se zahvaljujem vsem sodelujočim, gostom ter vam, drage krajanke in krajani, ker ste si vzeli čas in s tem počastili naše dvojno praznovanje. Vsi ste lepo vabljeni na druženju ob prigrizku in dobri kapljici. Hvala in lep večer še naprej. Zato še enkrat cukni ga, rupi po grlu, posmukni ga, saj je zapit. Zato še enkrat cukni ga, rupi po grlu, posmukni ga, saj je zapit. Prijatelj, znaj na tvoje zdravje, vsniko zacvetniko. Srečo zdravje ni veselje, ni srca ti poščimo. Prijatelj, kaj imaš? Imam en poln graš. Lepi ga bi prijatelj ti, dokler ga je še videti. Lepi ga bi prijatelj zdaj, dokler ga je še kaj. Lepi ga bi prijatelj ti, dokler ga je še videti. Lepi ga bi prijatelj zdaj, dokler ga je še kaj. Prijatelj, kaj imaš? Imam en prazen graš. Prav, dobro znaš ga picaj, se ti že na nosu vi. Pri temu mojstru si ti bil, ki je tebe pit učil.
posodil, pri ktermu mojstru si ti bil, ki je tebe pit učil. Ta družba naj živi, saj lika še prazen dni, zato še enkrat cukni ga ruki po grlu, posmukni ga, saj je zapi. Zato še enkrat cukni ga ruki po grlu, posmukni ga, saj je zapi.